A ste kdaj v življenju podvomili? Podvomili v to, ali je Bog res dober, ali vas res ima Jezus tako rad, kakor pravi? Podvomili, ali Bog sploh obstaja? Je krščanstvo resnično? Meni se je to zgodilo dostikrat. Zgodilo se je pa tudi apostolu, o katerem smo slišali v današnjem evangeliju. Apostolu Tomažu, ki ga ni bilo zraven na velikonočno jutro, ko se je Jezus prikazal ostalim apostolom, ampak je bil očitno nekje drugje zadržan. Kasneje pa, ko je prišel med njih in so mu apostoli pripovedovali, kaj se je zgodilo, pa jim enostavno ni verjel. In kaj je Jezus naredil? Jezus je še enkrat se prikazal in Tomažu omogočil celo, da se je dotaknil njegovih ran na rokah in njegove rane na strani. Jezus mu je dal znamenje, da je to, kar mu je povedal, to, kar so mu apostoli povedali, da je resnično. Ni mu bilo potrebno več verovati, ampak je videl. In Bog nam v našem življenju in tudi v zgodovini cerkve dostikrat, mnogokrat daje znamenja, da je nekaj, kar je povedal, resnično. Sem v Fatimi, romarskem središču, kamor roma veliko kristjanov. Zakaj romajo? Zato, ker se je na tem kraju prikazala Marija, 3 fatimskim pastirčkom. Marija se je prikazala tukaj, na tem kraju. Danes tu stoji kapelica in na njem se obhajajo redno svete maše in se moli rožni venec. Ampak zakaj se je Marija prikazala? To bi vam rad pokazal na nekem drugem kraju. Pridite z mano. Evo ga, tukaj za mano je. Mozaik, ki ga je v Fatimi naredil naš pater Marko Ivan Rupnik. In ko sem prvič gledal ta mozaik, se mi je zdel čuden. Če opazite eno stvar, se bomo potem malo približali. Na njem je Marijina podoba samo enkrat. Se pravi, v Fatimi, ki je Marijin romarski kraj, je na glavnem mozaiku v najnovejši cerkvi samo ena Marijina podoba. Takrat mi ni bilo jasno, zakaj bi pač v taki cerkvi bila na glavnem oltarju samo ena majčkena podoba Marije. In s časoma mi je postalo jasno, da sporočilo Fatime ni toliko v tem, da je Marija prišla med nas, ampak je v tem, kar nam je Marija hotela povedati. In to je to, da nebesa obstajajo in da se vredno potruditi in živeti z Bogom že v tem življenju, zato da bomo lahko z njim živeli tudi v naslednjem. In kar rad bi vam pokazal še eno podrobnost na tej sliki, ki je ponavadi na drugih slikah ni. In ta podrobnost je, če pogledate tamle v kotu, vidite lahko na mozaiku tudi podobo pekla. Marija je pastirčkom v Fatimi pokazala tudi pekel. In pastirčki so takrat rekli, da če Marija jim že ne bi prej obljubila nebes, da bi se takrat verjetno od strahu, da bi kar umrli. Marija je torej pokazala, da obstaja nebesa in da obstaja pekel. Marija se je prikazala v letu 1917, v času, ko je po Evropi in po svetu divjala Prva svetovna vojna. Človek je v tistem času še posebej začel dvomiti v Božjo dobroto, v Božjo ljubezen. Vso zlo, vsa tema, ki se je prelivala takrat po tistem svetu in se začela razširjati, je v človeka usadilo dvom. Kaj pa Bog? Kako je Bog odgovoril na vso to temo, ki se je razširila po celem svetu? Poslal je Marijo, mater svojega sina. Marijo, da bi po eni strani opozorila svet, da drvi v pogubo, po drugi strani pa pokazala rešitev. Pokazala, da nebesa obstajajo, da Bog obstaja in da ni zapustil človeka. Pokazala je tudi pot, kako lahko sodelujemo z njegovo milostjo, kako lahko razširjamo zavest, da je zmeraj z nami. Prva stvar, ki nam je priporočila, je ta, da se posvetimo njemu presvetemu srcu. Druga je, naj obudimo molitev rožnega venca in ga molimo vsak dan. Tretja pa je, da delamo pokoro. Pokoro za svoje grehe in za grehe vsega sveta. V tem letu praznujemo 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi. O njih bomo poslušali nekateri pri šmarnicah, nekateri na oratoriju, spet drugim bo o njih govoril kakšen izmed prijateljev ali pa župnik. Poslušajmo, kaj naj ima Marija zapovedati in bodimo mi tisti živi dokaz,
da Bog sveta ni zapustil, ampak da nas vse pričakuje nekoč v nebesih.